Ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Prvi mož SCT-ja, Ivan Zidar, se je odzval na namero vlade, da SCT v primeru dokazane velike strokovne napake pri gradnji predora Šentvid v prihodnjih 3 letih ne bo smel sodelovati na javnih razpisih za izgradnjo predorov. Zidar je izjave prometnega ministra Radovana Žerjava označil za iluzijo in poudaril, da takšni ukrepi ne bi bili brez posledic za tisoče SCT-jevih delavcev. To niso preproste zadeve, zato ker nekomu nekaj ni všeč in ker je včeraj prišel ne vem od kje in ni naredil enega centimetra tunela in danes že razlaga in pridga in deli pamet, odnosno že, kot sem že povedal, že kar prevzema sodno vejo oblasti in kar pravi, ti na črno listo, ti tako. Slušajte, pa kaj tazga, v moji karieri niso doživel. Pa tudi v čase, ki so bili pač, bomo rekli, v železnem obdobju. Pa je bila kučka enoumija. Kardinal Franc Rode je v pogovoru za Vest povedal, da se mu zdi vzdušje v Sloveniji paranoično. Stalno obtoževanje, stalno podtikanje, stalno sumničenje, stalna neka napadalnost, recimo, ne? In potem z majhnimi, pravzaprav, dogodki, iz majhnih dogodkov, ki niso ne vem kako pomembni za življenje države ali naroda, delamo velikanske probleme. Nekdanji slovenski metropolit in ljubljanski nadškof je svoje besede takole pojasnil. Zdaj bomo imeli verjetno zaradi tega Frajka, ki je padel tamle v tunelu v Šentvidu, bomo imeli verjetno spet eno tako zgodbo, ki bo trajala, ne vem, 3 mesece. Slišite pa to, a je to, če se nekaj tistega ometa, pade na tla, a je to problem za Slovenijo? Ja, očitno je, ker tunel je zaprto, zaradi tega. Slišite? Dobro. A mislite, da bi Shakespeare mogel napisati eno tragedijo o šentviškem tunelu? Rode je nadaljeval, da se mu je zaradi naštetega slovenska prekleta politika zamerila. Aha, to je v narekovajih. Tu gre samo za to, kdo bo koga, ne? Kdo je naredil napako, kdo bo plačal, kdo bo odletel, kdo bo moral proč. In pri nas za vsako stvar, slišite, najmanjša stvar, takoj se predlaga, da ta minister mora odstopiti. Ja, kje pa je tako? Brezplačnik Slovenski tednik je v petek v članku Prestiž, razpoznavni znak SD, zapisal, da si je Borut Pahor kupil 150 000 evrov vrednega BMW X6. Denis je prvaka socialnih demokratov že v četrtek 21. septembra, dan pred izidom brezplačnika, povprašal o resničnosti teh navedb. Kar ni nič slabega, ne? Ampak samo zanima me, ali to drži, ali ne drži. Ampak kje ste pa to slišali? Mislim, da je bilo zapisano v Slovenskem tedniku, če pa še ni, pa še bo. Ja, svašta. X6 pravite. Ja. Sploh niste pa to, ne? No, pa ste se že vozili v njemu. Ne, nisem se še vozil, ne. Mislim, neverjetno, no. No, skratka, odgovor je seveda, ne, da ne bo ne sporazum, ampak mislim, neverjetno, kaj vse slišim v tem času. Itak ne padam na bimfle. Slovenska demokratska stranka je predstavila svoje kandidate v volilni enoti Ljubljana Center. Med njimi so tudi France Cukjati, Milan Zvir, Gregor Virant, Polonca Dobrajc in aktualni vodja vladne službe za razvoj Žiga Turk. Kandidiram zato, ker sem prepričan, da gre slovenski razvoj v pravo smer in da gre v prihodnje lahko tja še hitreje. O aferi Patria in njenih posledicah komentar dneva Peter Božič. Jorma Vita Korpi je res samo simbolni primer, ki kaže na to, kako popolnoma neobčutljiva je javnost na korupcijo, ne tajkunov, temveč politike in vlade, saj krade politika, tajkuni so samo njen instrument za kraje velikih razsežnosti. Ne bom ponavljal kraj mestnega premoženja v vseh mandatih, saj ga samo v Vikinem ni bilo, Danica pa ga je preprečila zadnji hip. In javno za kampanjo so onemogočili obe
župani in nikogar od tistih mestnih politikov, ki so botrovali javnemu plenjenju mestnih zemljišč, očitno ravno zato, ker sta bili edini, ki nista hoteli biti instrument politične elite pri tem plenjenju. In zakaj v tej zvezi govorimo o Vita Corpu? Vita Corp je bil glavni adut te iste politične elite, ki je obglavljala obe županji in je z njim reševala glavo obrambnemu ministru in vladi nasploh, saj je kot direktor Patrie hodil v Ljubljano in govoril, kako je vse čisto kot solza, tako v slovenskem obrambnem ministrstvu kot pri Patrii, in da se bo to kmalu tudi na sodišču izkazalo. In ko so vsi čakali, da se bo to tudi zgodilo, so tega gospoda odstavili in naša ista politična elita je skozi medije spustila politično krilatico, češ da so tega direktorja odstavili zaradi tega, ker je grdo finsko sodišče s svojimi neosnovanimi preiskavami škodilo poslovnemu ugledu Patrie. Res pa je, da zaradi tega, ker je eden glavnih osumljencev za korupcijo pri poslih za slovensko vlado, ne za slovenskimi tajkuni. In kaj to pomeni za našo medijsko in sploh slovensko javnost? Nič. Saj predvolilni rejting glavnemu krivcu za ta posel vlade, Karlu Erjavcu, kar naprej raste. Vsi mediji se namreč trudijo, kako bi imel čim več medijskih nastopov in kako bi čim večkrat guncal afne, kar je našim Slovencem zelo všeč. Pa še zdaleč ni samo to. Hudo je, ker je te vrste velika uspešnost, kot jo izkazujejo vsi v vladi, ki imajo posla z Patrijo, postala očitno temeljna vrednota našega ljudstva. Ko zmagaš na volitvah, ni tvoja samo oblast, ampak vse javno premoženje in ti je pred nogami vse, kot v času fevdalnih družb. Ne pozabi pa pljuvati na tajkune, saj brez grešnih kozlov vseeno ne gre. Čakam samo na to, da me bo na cesti ustavil Virant, zahteval denarnico, hotel vzeti iz nje moj denar zase in če bi se mu uprl, bi on poklical policijo, gledalci pa bi Virantu zaploskali, kot zdaj ploskajo Erjavcu. Še šport in krožki. Srebrno plavalko z olimpijskih iger Saro Isakovič je v petek sprejel direktor SCT-ja Ivan Zidar, ki je ob spremljanju Sarinega uspeha pred televizorjem zajokal od sreče. Kam pa to veze s športom? Jok pa to. Pa? Kar nekaj. A veš, da so Jonasa vesolci ugrabili? Ne pa ga niso, pa to ni smešen. Nisi samo srebrna, za mene si zlata in zlata je stala. Imaš vse pred seboj, predvsem on pri tebi cene, ne mišice, ne imaš čitike, kaj drugače se ne da zbogati na takih olimpijadah, ko je rezultat. In še enkrat čestitke, nisi me razočarala. Slovenija, 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 kulturac. Sinoči se je zaključil že 8. mednarodni ulični festival Emonska promenada, ki se je tudi letos odvijal na ljubljanskem Trnovskem mostu in na Emonski ulici. Za letošnji zadnji artistični performans sta poskrbela argentinski žongler in šamponerka. Šamponerka. Aplauze Brunitusa iz davne Argentine. Še vreme. Za vse tiste, ki ga niste opazili, prilagamo posnetek. Iz ljubljanskega studia 136, to so bile vesti na vesti. Pa nasvidenje. A veš, da so Jonasa ugrabili Mehičani? Kaj je stalo narobe?